Danes v Pomurskem dnevniku. Mednarodni dan številke 112. Vetrolom Podvelka. Poraz Mure v Turčiji. Baletna produkcija. Vreme, jutri bo sončno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Danes obeležujemo Mednarodni dan enotne evropske številke za klic v sili 112, ki opozarja na varnost in ravnanje v primeru nesreč. V Centru za obveščanje Murska Sobota beležijo letno okoli 20 tisoč klicev, največ v času naravnih nesreč. Ni naključje, da je prav 11. februar izbran za Mednarodni dan številke za klic v sili. Če zapišemo današnji datum in izbrišemo ločilo, dobimo številko 112. Operaterji na tej telefonski številki posredujejo pomoč zdravnikov, gasilcev in drugih reševalnih enot. Ko ljudje pokličejo na številko 112, jih seveda naši operaterji vprašajo tisto, kar moramo izvedeti, da lahko ustrezno ukrepamo. Se pravi, vprašamo, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kakšne so posledice, če so kakšni poškodovani in na podlagi teh informacij, ki jih pridobimo, potem dalje ukrepamo. Številka klicev pa iz leta v leto le malo niha. V lanskem letu smo beležili nekaj čez 21 tisoč klicev, v bistvu 21 319, če sem natančen. Od tega je bilo na številko 112, prav na številko 112, zabeleženih 18 400 klicev. Največ jih je bilo v lanskem letu meseca julija, ko je bilo pač neurje tudi tu v Murski Soboti. Večje število klicev čez dan opažajo med 15. in 16. uro, sicer pa čez leto v obdobju naravnih nesreč. Včeraj so na primer ob močnem vetru zabeležili okoli 300 klicev. Žal pa na številko 112 vsako leto prispe tudi nekaj lažnih klicev. Tudi lažne klice beležimo, tako da v bistvu lažne klice beležimo lažne intervencije in imamo tudi tam do kakšnih 5 lažnih prijav na leto in seveda, ko gre za lažno prijavo, te klice oziroma te stvari prijavimo policiji, ki potem dalje ukrepa v zvezi s tem. Slovenija je brezplačno številko 112 za klic v sili kot druga država v Evropi uvedla leta 1997. Zaradi posledic vetroloma je včeraj pri Podvelki na Koroškem življenje izgubil 52-letni domačin. Veter je namreč podrl večje drevo, ki je padlo na njegov avto. Zaradi številnih podrtih električnih drogov je bilo okoli poldneva na vzhodu brez električne energije več kot 10 tisoč odjemalcev, zato so imeli uslužbenci Elektra Maribor polne roke dela. Malo je manjkalo, da bi vetrolom pri Podvelki terjal še dodatne smrtne žrtve. 2 vzdrževalca ceste sta namreč še v temi z ceste spravljala prvo podrto drevo. Ko sta že zaključevala z delom, pa je padlo še drugo. In je to drevo v tistem mraku, v temi, kjer se pravzaprav nič ni videlo, padlo na cesto in ob tem zadelo naše vozilo, ki je izvajalo intervencijo, in pa vozilo, ki je v tistem trenutku že peljalo po cesti, ker je bila prevoznost takrat že vzpostavljena. Podrto drevo je padlo po celotni širini ceste in na drugi strani uničilo tudi zaščitno ograjo. Vzdrževalci so posledice razdejanja odpravljali ves dan. Cesta med Mariborom in Dravogradom je bila zato večino dneva zaprta za ves promet. Številna tovorna vozila, ki niso mogla uspešno izbrati obvoz, pa so ostala v večkilometrski koloni. Vetrolom se nam pojavlja zdaj vsepovsod, že na širšem območju, na Koroške, tudi Dravskega polja, celotno območje Pohorja. Tudi ta več kot očitno dotrajan električni drog v bližini Frama ni vzdržal moči vetra in tako že dopoldne poskrbel za 12. intervencijo domačega gasilskega društva. Šlo je za podrt električni drog, zdaj gasilci smo zavarovali območje, delavci Elektra so izklopili elektriko, tako da zdaj trenutno je varno. Že zjutraj je bilo brez električne energije na območju Elektra Maribor 7 tisoč odjemalcev, okoli pol dneva pa že 10 tisoč. Vse naše ekipe so na terenu, za
zaposleni poskušajo sproti odpraviti čim več napak. Marsikatero podrto drevo ali le delno odkrita streha pa niti ni bila zabeležena v evidencah Uprave za zaščito in reševanje ali elektrodistributerjev. Ti rukarji po dnevi so prišli, po noči ni bilo tako hudo. Te pa je to odkrilo. Kaj boste potem zdaj stvorili, sami boste pokrili? Ne, to bom sam pokril, ja. Samo malo počakal, da se umiri, da me ne nadol vrže. Zaradi luknjaste strehe bi lahko namreč ob napovedanih padavinah nastalo še več škode. Nogometaši Mure so priprave v Turčiji sklenili s porazom. V Slovenijo se vračajo že jutri. Nogometaši Mure so včeraj v Turčiji odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo in doživeli še zadnji poraz. Tokrat je bil boljši armenski prvoligaš Noah. Armenci so po prvem polčasu vodili z 2-1, nato sta zadela Luka Bobičanec in Kaj Cipot. Armenci pa so nato zadeli še tretjič in slavili s 3-2. Prvi polčas ni bil tako dober, nismo delali to, kar smo trebali, tudi naprej nismo zadrževali žoge, kot spada, ampak v drugem polčasu smo boljše ušli noter. Smo napadli visoko, smo naredili pritisk, tudi smo zadeli dvakrat, tako da je sve vsem bilo dobro, ampak edino, kaj manjka, je ta, kaj nismo zmagali. Andrej Filipović se je včeraj prvič predstavil v dresu Mure, tokrat mu je Ante Šimundža namenil nekaj več kot 60 minut. Seveda, da se počutim malo utrujeno, ker rabim tudi čas, da pridem v ekipo, tudi minute rabim, tako da danes je bilo kar v redu. In bom hitro spreman za nadaljevanje. Do prve tekme z Domžalami je še manj kot 2 tedna. Ja, tako, gremo dan po dan, trening po trening in trener seveda danes bo obvestil, pa bo nam povedal, kadar bomo mislili in to, ampak moramo iti dan po dan, pa kadar pride tekma, takrat bo pa se vse pokazalo. Še pred začetkom prvenstva pa se bodo v zadnji pripravljalni tekmi pomerili z Odranci. Včeraj je v gledališču Park Murska Sobota potekala tradicionalna baletna produkcija Glasbene šole Murska Sobota. Baletni oddelek Glasbene šole Murska Sobota se je tudi letos predstavil na baletni produkciji. Na predstavo so se učenke in učenci, ki obiskujejo program Ples in sicer smer klasični balet, pripravljali že od začetka šolskega leta. Predstavili so se s posameznimi točkami, ki so bile pripravljene po razredih. Nekaj točk pa je bilo tudi skupnih. Predstava je bila klasična, zajemala pa je tudi elemente stiliziranih karakternih plesov. Od danes bomo za regulirani pogonski gorivi dizel in bencin odšteli nekoliko manj. Poglejmo, koliko bomo sedaj odšteli za dizelsko gorivo in bencin. Cene reguliranih pogonskih goriv so se ob polnoči znižale na najnižje ravni v tem letu. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba v naslednjem 14-dnevnem obdobju na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest odšteti 1,255 evra, kar je 3,2 centa manj kot doslej. Liter dizelskega goriva pa se je pocenil za 4,9 centa na 1,193 evra. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih v avtocestih in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Na sobotainfo.com poročajo o žalostni zgodbi mamice, ki potrebuje pomoč. Na sobotainfo.com si preberite, kako ji lahko pomagate, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice.
Tako kot danes bomo imeli tudi vse do konca tedna po večini sončno vreme z močno, občasno spremenljivo oblačnostjo. Več o vremenu pa seveda v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Murski Soboti in Radencih izmerili 10 stopinj, v Lendavi in Krajinskem parku Goričko pa 9. Jutri bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti -1 in Mariboru 1 stopinja, čez dan pa bodo termometri v Murski Soboti pokazali 9 in Mariboru 10 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V noči na petek se bo prehodno pooblačilo, ponekod bodo kratkotrajne padavine, v petek pa bo spet po večini sončno. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj med -5 in 3 stopinjami, čez dan pa med 11 in 13. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvidea.si. Želim vam lep preostanek dneva in nasvidenje do jutri.